Gledate gorenjska poročila na GID TV. Ljubljano smo iz Maribora pripeljali kontejnerje, ki nam omogočajo rentgensko dejavnost, laboratorijsko, sterilizacijo, predoperativo, intenzivno terapijo in lekarno. S seboj smo pripeljali tudi kontejnerje z agregati in za oskrbo vodo, ki nam omogočajo samo oskrbo. V namestitvenem delu hospitala je prostora za 25 pacientov, še 2 pa lahko namestimo v prostor intenzivne terapije, kjer je na voljo tudi ventilator. Valivo si ga obrne, ena stopnja vlivo pa je ventilacija. Če mi da vprašati, kaj ti že te dvoje.
Torej, spoštovani predstavniki medijev, dobrodošli v vojašnici Edvarda Piperka. Povabili smo vas, da vam predstavimo mobilni stacionarij in pa premično bolnišnico za oskrbo obolelih, ki sta jo pripravila oziroma vzpostavila Slovenska vojska in pa civilna zaščita. Program smo zasnovali tako, da nas bo poveljnik zmogljivosti popeljal skozi zmogljivost, si jo ogledamo in se po ogledu vrnemo sem, kjer bomo pripravljeni na vprašanja in pa izjave. Minister, če se strinjate, bi kar povabili na ogled. Major Lončarič, prosim. Ja, pozdravljeni. Pripadnice in pripadniki ROL 2 smo na ukaz v soboto začeli z premikom mobilne vojaške bolnišnice ROL 2 iz lokacije Maribor v vojašnico Edvarda Piperka. Bolnišnica je pripravljena za delovanje, smo v zaključni fazi oziroma še postorimo malenkosti in smo pripravljeni na sprejem pacijentov. Jaz predlagam, da kar gremo skozi. Bomo tudi videli, kako treba živeti. To je po glavni podvojni hodnik, na tem hodniku se jedila so postavili, če bo potrebno alarmne potnične nastil. Tu pa imamo en del stacionarja, kjer imamo pripravljene postelje v tem delu za namestitev obolelih, ki bo potrebno. Bomo postavili kontejner za intenzivno nego, pa terapijo levo pa predoperativno. S tem transportiramo sredstva, more, tla, skoprimo vso infrastrukturo. Imamo pripravljeno tudi tuširanco, ki jo s tem postavili za obolele, ki hodijo, da primer tuširanja, tuširanci so tudi mobilni. Gremo naprej. Hvala lepa. Hvala vam. Dobar dan, dobrodošli pred stacionarjem civilne zaščite Republike Slovenije. To, kar vidite, je rezultat dela Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Zavoda za blagovne rezerve Republike Slovenije, Rdečega križa, pripadnikov civilne zaščite, kot rečeno, in pa Zveze tabornikov Republike Slovenije. Izpostaviti je potrebno tudi odlično sodelovanje s Slovensko vojsko. Vas povabimo notri, pa potem, če bodo kakšne vprašanja, smo na razpolago. Ali pa na isto mesto tam, ko smo vzeli. Prav, gospod minister, če imate izjavo. Torej, iskrena zahvala gre Slovenski vojski in pa civilni zaščiti, ki sta v izjemno kratkem roku s skupnim sodelovanjem uspela vzpostaviti vse te kapacitete, tako da, kar se tiče Slovenske vojske in civilne zaščite, smo mi svoje delo upravili. Kar smo obljubili, smo tudi v 72 urah vzpostavili. Kaj konkretno oziroma za katere namene bodo uporabljene te kapacitete, bo še stvar odločitve. Zadeva se bo še preigrala različne možnosti. Ena izmed stvari, ki je bila na zadnjem sestanku s predstavniki direktorjev bolnišnic in pa drugih zdravstvenih zavodov izpostavljena, je tudi ta, da bi se te kapacitete morda uporabljale za krvodajalce, ker v zadnjem obdobju se je pojavil en problem, in sicer, da
imajo na nek način krvodajalci strah prihajati v te zdravstvene zavode zaradi vseh okužb in zato bi bila ta lokacija tukaj nekoliko bolj dislocirana temu primerna. Stvar je še pogovorov in končne odločitve, ampak kot ste lahko videli, kapaciteta je vzpostavljena in pripravljena za morebitno dodatno povečanje bolnikov. Jaz srčno upam, da se to ne bo zgodilo, da bomo z ostalimi ukrepi lahko zajezili širjenje bolezni, ampak kljub vsemu bolje, da delujemo preventivno. Prosil bi še vršilca dolžnosti načelnika in pa poveljnika civilne zaščite, če še one dva dodata svoje. Dobro, jaz ne bom dosti govoril, jaz sem soboto vam predstavil, kaj bomo tukaj naredili. Rekel sem tudi in omenil, da bo v 72 urah ta zadeva stala. Zadevo ste sami preverili, videli ste, da mi je to uspelo. Moram tukaj samo poudariti, ko sem govoril o 72 urah, sem govoril o sistemu, ki je že nekje v skladišču in ga vzamemo ven iz skladišča, ga pripeljemo in ga postavimo. Mi smo te norme, če lahko tako rečem, definitivno popravili, ker smo morali najprej podreti vso zgodbo v Mariboru, naložiti in sem pripeljati. Tako da moram reči, da smo v Slovenski vojski to naredili z odliko in v tomu trenutku se moram zahvaliti logistični brigadi po vrstu sil za hitro, strokovno in učinkovito gradnjo, če lahko temu rečem, naselja, ki ga vidite za menoj. Hvala lepa. Jaz bi se tudi seveda zahvalil svojim ljudem, ki so pa za razliko od brigadirjevih prostovoljci, kar je še bolj pomembno za poudariti, ker so postavili to zmogljivost tudi v tistem roku, kot jo tudi mi obljubljamo v 72 urah. Jaz sem prepričan, pa upam, kot je minister rekel, da jo ne bomo potrebovali, morda bomo pa najdli kakšno drugo namembnost. Tako da še enkrat hvala in jaz mislim, da smo vam vsi skupaj pokazali, da držimo besedo in da bomo tudi naprej držali besedo. Kakšno vprašanje? Če ne, potem pa... Lahko poveste mogoče, koliko ljudi je vse skupaj sodelovalo v tem, da je to postavilo? Lejte, obstajajo različni matematični modeli, ki vam računajo, koliko je obolelih, koliko je hudo obolelih, ki potrebujejo tudi bolnišnično oskrbo. Če bi se ta eksponentna rast obolelih nadaljevala, kot smo bili priča v zadnjih dneh, potem jaz ocenujem, da bi mi te kapacitete potrebovali v roku 14 dni. Če bomo pa z temi ukrepi, ki jih je vlada zdaj sprejela in ki se tudi tako ali drugače uresničujejo, uspeli zajeziti to eksponentno rast, potem jaz upam, da bomo uspeli bolnike zdraviti v obstoječih zdravstvenih kapacitetah. Po do sedaj znanih podatkih ne bi imeli v kliničnem centru Ljubljana, v kliničnem centru Maribor in pa na Golniku približno 250 postelj za oskrbo tovrstnih težkih bolnikov. Če bomo to številko presegli, seveda potem se bo v tistem trenutku pokazala takojšnja potreba po dodatnih kapacitetah in že tukaj lahko nastopi to, kar smo danes pokazali. Če lahko gremo na te številke, zato, ker je za menoj ta, bomo rekli, prispevek Slovenske vojske, je 30 vojakov, pripadnikov Slovenske vojske, to v 72 urah zgradilo. Se pravi, to so neke norme in 30 vojakov je čisto dovolj, vse, kar je več, je lahko tudi moteče. To so že izurjeni vojaki, ki niso ga zdaj prvič podirali in postavljali ta role 2, ampak že večkrat. In seveda namestitvenih kapacitet noter je za 20 mogoče obolelih, kako drugače. In seveda možnost je pa tudi še več, kot ste videli na tem hodniku, bi lahko mogoče postavili tudi kakšno posteljo več. Tako da 30 vojakov, 20 kapacitet oziroma postelj, to je številka strani vojske. No, ta del, ki je mobilni stacionarij, tako imenovan, ima 120 postelj, 80 za lažje bolnike in 40 za težje bolnike, kategorizirani. Postavljalo ga je 20 pripadnikov, prej so bili predstavljeni od tabornikov do naših civilno-zaščitnikov, do Rdečega križa, tudi teh 72 ur. In jaz mislim, da so upravili lepo in dobro delo.
Morda samo še, kar se tiče vloge vojske zdaj, da sploh v tej epidemiji. To vprašanje sem danes zjutraj že dobil, če so kakšne posebne razmere, da je opazna povečana prisotnost Slovenske vojske na cestah. Ni nič posebnega, razen tega, da ste lahko na relaciji Maribor-Ljubljana nekoliko pogosteje srečevali slovenske vojake oziroma vozila Slovenske vojske in to zaradi logističnih razlogov. Nič drugega posebnega, je pa v poslanstvu, enem izmed poslanstv Slovenske vojske zapisano tudi to, da nudijo podporo ostalim državnim organom. In ko se bo ta podpora potrebovala, jo bo Slovenska vojska tudi nudila. Zdaj v tej prvi fazi, danes smo poročali o tem, ali pa je bila, ste spremljali novinarska konferenca, kjer so se pojavili problemi v zaščitni opremi in to kar hudi, ki jih zdaj tekom ur odpravljamo in včeraj na kriznem štabu je bilo določeno seveda, da bomo za razvoz nujno potrebne zaščitne opreme v domu starejših občanov ali pa v zdravstvene zavode uporabili vse kapacitete, ki jih ima na razpolago civilna zaščita, ukolikor bi bile te prešibke tudi kapacitete Slovenske vojske. Tako da vojska se bo vključevala v vse aktivnosti po potrebi, poudarjam pa vse v skladu z zakonom. Samo še to, kar se tiče gospoda Glavaša, sami ste rekli začasno na funkciji načelnika generalštaba, kdaj pričakujemo, da bomo dobili polnopravnega člana, polnopravnega načelnika in kdo to bo? Brigadir Glavaš je polnopravni načelnik trenutno, sicer ni imenovan, ampak po zakonu, se veste, tudi če v boju pade poveljujoči, je jasno predpisano, kdo ga nadomesti. In tudi v tem primeru zakon jasno predpisuje, kaj se zgodi, če je načelnik razrešen, da vse njegove dolžnosti prevzame namestnik, tako da brigadir Glavaš ima zdaj vsa pooblastila, kot bi jih imel, če bi bil imenovan za načelnika generalštaba Slovenske vojske. Stvari so v nekoliko posebnih okoliščinah in ko bo znana odločitev tudi glede načelnika, boste pravočasno obveščeni. Lahko pa on to funkcijo oziroma to nalogo upravlja brez težav 3 mesece, v 3 mesecih zakon predpisuje, da je potrebno najti rešitev. In razumite pa me, da v tem trenutku vidim najboljšo in najbolj varno možnost, da te naloge upravlja trenutno naprej brigadir Glavaš, pozna sistem, bil je v tem vodstvu, tako da v zdajšnjih takšnih zelo zahtevnih razmerah vse stvari postavljati na novo bi bilo morda malo neodgovorno, tako da brigadir Glavaš se je dal na razpolago domovini in jaz verjamem, da bo te stvari upravil tako, kot je potrebno. Jaz bi mogoče še eno vprašanje, Sara Rjavec, STA. Če bi lahko mogoče malo več povedal te zaostritve ukrepov, o katerih ste danes že spregovorili, da se bojo morebiti še zaostrili. Kaj vsebinskega? Glejte, glede zaostrovanja ukrepov je bilo danes povedano, da v tej prvi fazi so te ukrepi, ki jih vi več ali manj poznate, od omejitve javnega prometa do zaprtje letališča in tako naprej. To je ta prvi del. Zdaj, drugi del ukrepov, ki sledi, so pa predvsem namenjeni temu, da bomo državljanom olajšali njihov način življenja. Lahko vam orišem okvirno, v kakšni smeri te zadeve gredo, ampak se pravim, zaenkrat so vse te stvari, veste, od danes na jutri pišejo, postavljajo, ker delamo dobesedno 24 ur na dan, stvari se delajo hitro, zaradi tega, da bi lahko pravilno in pa primerno sorazmerno ukrepali. Seveda je pa te stvari potrebno tudi premisliti, zaradi tega, da ne bi ustvarjali neko nepotrebno paniko ali tudi potencialno škodo. In kot sem rekel, prvi del ukrepov je zdaj za nami, sledi pa drugi del ukrepov. In ta drugi del ukrepov bo predvsem več ali manj tudi finančne narave. Številni SP-jevci nas danes sprašujejo, kako bodo plačali svoji prispevki. Razmišljanja gredo, da bi tiste, ki imajo SP-jo, začasno oprostili plačevanja prispevkov. Drugi del zgodbe je, da se bodo zdaj v računovodskem smislu približevali nekateri roki, ko je potrebno narediti letne obračune, zaključne račune in tako naprej, da se vsi ti roki podaljšajo.
Tretja stvar je, da župani in druge gospodarske družbe pritiskajo na nas, da obstajajo neki roki, neke stvari, ko neki procesi tečejo, da se to vse avtomatsko podaljša za nekaj mesecev. Tudi kar se tiče samih davkov in pa drugega finančnega poslovanja, minister za finance pripravlja določene ukrepe in v teh stvareh boste seveda obveščeni. Hkrati so bile pa že oblikovane delovne skupine, kjer bomo naredili nek nabor antikriznih ukrepov po zgledu ZUJF-a. Ker poznate ZUJF, da je bil zakon, ki je se oprl ali pa odpiral nekih 37-39 zakonov in tam določene stvari urejal. Tudi z tem antikriznim zakonom bomo poskušali v večje število zakonov poseči na način, da vse v enem zakonu uredimo in na takšen način odpravimo vse te tegobe, ki zdaj tarajo ljudi. Hvala, gospod minister, za izčrpne odgovore. Mislim, da smo tudi vprašanja izčrpali. Smo? Tako da, hvala za udeležbo, hvala vam za odgovore in zaključujemo to aktivnost. Hvala lepa.